Dragi poslušalci in poslušalke, pozdravljeni v drugem podcastu Katoliške mladine Sopotnik. Današnja sopotnica in sogovornica je inštruktorica v šoli preživetja, zelo rada ima tortice, je magistra ekologije in biodiverzitete, je zaposlena na Zavodu za letovanje in rekreacijo otrok. Mnogi jo kličete nepogrešljiva sviščevka, večina pa jo pozna pod imenom Tjaša Sušin. Pozdravljena. Lep pozdrav. Bi k svojemu opisu morda še kaj dodala? Ja, moje ime nepogrešljiva sviščevka je seveda povezano tudi s tem, da sem zelo zagnana in zagreta skavtinja. Trenutno načelnica od lanskega septembra, sicer pa mislim, da v kratkem ste kar povzeli to, kar je pač bistveno. Ja. Mi morda poveš, kakšna je tvoja skavtska pot? Moja skavtska pot se je začela precej pozno, v bistvu šele leta 2009, torej takrat sem že bila konec osnovne šole oziroma prvi letnik srednje šole. In pol bi lahko rekla, da je bila kar razgibana, polna enih priložnosti, ki se jih nisem glih otepala, ampak sem jih kar hitro zagrabila in sem v bistvu takoj, ko sem postala voditeljica, potem čez eno leto postala že stegovodkinja, se pravi vodja lokalne enote. Nato po 3 letih nadaljevala še z enim mandatom in začela z državnim vodstvom IV. Potem po dokončanem državnem vodstvu IV kandidirala za poverjenico in čez 3 leta za načelnico. To je zdaj mogoče taka bolj uradna, no? Ampak če pa bolj tako orišem, se mi zdi, da so skavtstva predvsem izkušnje in doživetja. Je bila pa skavtska pot zagotovo polna prijateljev, polna druženj, lepih spominov, pristnih srečanj z Bogom, z odnosi in pa sigurno eno tako vseživljenjsko učenje. Ena pot, na kateri ti nikoli ni dolgčas in se vedno znova kaj novega naučiš. Zdaj pa morda za naše poslušalce, ki morda ne poznajo toliko skavtske organizacije, lahko malo opišeš okvirno. Kdo ste, s čim se ukvarjate, od kod izvirate morda? Ja. Skavtstvo je v bistvu se začelo razvijati leta 1907, ko je naš ustanovitelj Robert Baden-Powell, Anglež, začel s skavtskim gibanjem. Mislim, da si takrat niti v sanjah ni predstavljal, da se bo iz tega razvijalo gibanje. V bistvu je želel samo fante, ki so malo tavali po ulici, spraviti v to, da bodo postali aktivni državljani. In to je v bistvu tudi glavni namen skavtstva, da mlade oziroma otroke vzgajamo, da postajajo aktivni državljani, tako na lokalni, kot na nacionalni, mogoče celo mednarodni ravni. In v središču skavtske organizacije je skavtska vzgoja. Torej to, da človek postane pristen, odgovoren, zdrav in samostojen človek najprej, potem pa seveda tudi kristjan in državljan. In si prej omenila, da si voditeljica. Kako najprej prideš do tega, da postaneš voditelj pri skavtih? Pot voditeljstva oziroma do voditeljstva je pot od Bobra, torej naših najmlajših, preko Vovčiča, izvidnika do popotnika in potem v času popotništva pridejo na vrsto razna premišljevanja, na koncu tudi v bistvu puščava, torej neko daljše premišljevanje, kjer se popotnik odloči, ali želi stopiti na pot voditeljstva ali bo svoje skavtstvo aktivno zaključil in ga živel v svojem vsakdanjem življenju. Zelo rada rečem, da je skavtstvo pot, ne? Da to ni krožek in se mi zdi, da je tako tudi z voditeljstvom. V bistvu voditelj se ne rodiš, voditelj se narediš in pomembno je v bistvu to, da se želiš nekako usposabljati na tej poti, no? Ko si dovolj star, se torej odločiš za to in potem moraš to delati na sebi, zato da lahko voditelj postajaš, ostajaš in si kos izzivom, ki jih prinašajo mladi in otroci. In kako ti dojemaš voditeljstvo? Za mene je voditeljstvo pravzaprav eno darilo, bi rekla. Trenutno nisem več aktivna voditeljica v veji, torej ne vodim več otrok, razen kdaj kakšno delavnico, ker to pač zelo rada počnem. Se mi pa zdi, da je voditeljstvo en tak
ena taka lepa, mogoče kar poklicanost, bi rekla. Ker poklic zagotovo v bistvu ni, vsaj ne skavtski voditelj, je pa sigurno nekaj, kjer, kako bi rekla, kar naprej rasteš. Ves čas si v bistvu v stiku, hkrati ugotoviš, da te otroci lahko zelo veliko naučijo in tudi mladi. Na drugi strani pa lahko tudi samo uresničuješ razne ideje, samo uresničuješ ali pa približuješ to zgodbo stvarstva bližnjim. In se mi zdi, da je pač voditeljstvo tako ena zgodba, no, ki jo lahko kar pišeš in nikoli ne zmanjka. Ja, vidim, da je to res ena prav življenjska poklicanost, ki pa verjetno vzame tudi veliko časa. Mislim, kaj se je zgodilo s tvojim prostim časom, ko si postala voditeljica? Ti je morda bilo kdaj to v breme? Ne, v bistvu priznam, da nikoli in tudi nikoli na svoji skavtski poti se nisem spraševala o tem, da zdaj pa ne bi več. Takrat, ko mi je bilo naporno in težko, sem v bistvu iskala, kje bi še lahko oziroma kako bi lahko, da bi naprej pač krepila tega skavtskega duha. Ne vem, ta neka energija, ki jo dobim ali pa lahko dam na teh skavtskih aktivnostih, se mi zdi zelo pomembna in mogoče, ne vem, težko, mislim, nikoli mi v bistvu ni bilo, ne vem, nikoli mi ni bilo da bi rekla, zdaj imam pa dosti vsega, ne. In sem bila tudi aktivna v bistvu na zelo veliko, in v Ljubljani, in v Krškem, v večjih stegih. Vsak je prinesel nekaj svojega, no, eno svojo, ne vem, en svoj delček, no. Kot voditeljica pa verjetno moraš mladim podajati vrednote, temelje. Kaj je recimo cilj skavtske vzgoje? Preden cilj skavtske vzgoje mogoče samo par besed o prostem času, nisem prej odgovorila. Pač tako, zdi se mi, da mislim, tisto, kar rad počneš in kar srcem počneš, pač jaz sploh ne dojem to kot nekega kradljivc časa, čeprav recimo tedensko namenim precej ur temu. Enkrat pred leti, ko sem se štela, je prišlo kar krepko na 2000 ur recimo letno. Pa verjamem, da če bi zdaj štela, bi mogoče bila še kakšna ura več, ampak mi nobene te ure ni žal, no. Čeprav je včasih pač naporno, je včasih težko, ampak je hkrati toliko lepih stvari, da se mi zdi, da če si znaš zorganizirati zadeve, še vedno ostane za prosti čas. Počnem cel kup stvari, od kolesarjenja do hribov in vedno se najde čas tudi za to, no. Cilj skavtske vzgoje, ja, kot sem že prej omenila, je cilj skavtske vzgoje to, da s pomočjo skavtske metode, ki je naš način dela, in s pomočjo vsebine vzgajanja, v bistvu posamezniku omogočamo, da se celostno razvija in postaja samostojen, pristen, odgovoren in pa zdrav človek, kristjan in državljan. Slišali smo že, da obstaja ena knjiga Skavtstvo za fante. Lahko morda opišeš, poveš, kaj je to tistim, ki morda ne vedo? Ja, Skavtstvo za fante je v bistvu knjiga, ki je, kako bi rekla, če imamo v cerkvenem svetu svetopismo za neko Biblijo, je tle Skavtstvo za fante v bistvu tista neka osnovna knjiga, ki jo je Baden Pavel napisal in je v takratnem času v bistvu izhajala v obliki knjižic. In te knjižice so se zelo dobro prodajale. Je ena bolj prodajanih, zdaj priznam, da ne vem čisto točnega podatka, knjig. In noter v bistvu najdeš vse neke vrline, ki naj bi jih imel skavt, vrednote, kako naj bi se ural v opazovanju. Baden Pavel, torej naš ustanovitelj, je bil vojak, oglednik in je zelo veliko dal na to, ne, da moraš veliko delati na sebi, skrbi za svoje ročne spretnosti, za svoje zdravje, dobro opazovati druge, krepiti odnose in pa služiti bližnjemu, ne. To je tudi v bistvu en tak pomemben cilj ali pa pomembna vrednota, ki jo želimo dati našim skavtom. V redu, hvala. Bi lahko nam povedala za kakšne metode, ker z nami je danes tudi veliko voditeljev, ki delujejo recimo na župnijah ali pa v ostalih mladinskih organizacijah, ki recimo jih vi uporabljate pri delu z mladimi in bi mogoče koristile tudi ostalim. Ja, kot sem že prej omenila, imamo skavtsko metodo, ki je v bistvu naš način dela. Vključuje 7 elementov. Eden od takih je, ne vem, delo v majhnih skupinah, je meni zelo pri srcu, ker se mi zdi, da danes otroke in mlade obdržiš predvsem tako, da so slišani in v majhnih skupinah je to zagotovo možno. Potem je to učenje z delom, se pravi, da se ne gremo samo šolskega sistema, kjer v bistvu nekaj podamo, ampak da to otroci izkusijo, prav je tudi, da se zmotijo in probajo ponovno. Zagotovo nek varen prostor zaupanja, ki se gradi, to, da se dejavnosti odvijajo na prostem.
En kup je pa še v bistvu enih takih drobnih stvari. Recimo, ena stvar, ki zelo krepi identiteto ali pa pripadnost, je pri nas obljuba in zakoni. Predstavljam si, da je, ne vem, dolga leta sem bila tudi recimo animatorka, tam so pač neke druge stvari. Jaz se spomnim animatorskih srečanj, ki so se vedno v bistvu začenjale tako, da smo zapeli kakšno pesem, da smo imeli neke skupne besede, pozdrave, ki smo si jih v bistvu dali in to nas je držalo skupaj. Se mi zdi, da danes je težko po eni strani nekoga pritegniti, ko ga pa enkrat pritegneš, ga je pa obdržiš samo tako, da mu daš občutek neke pripadnosti oziroma varnosti. In na tem je treba veliko delati. Mislim pa, da ni recepta za najboljšo metodo. Zakaj pa mladi sploh se odločijo za skavtski način življenja? Ja, to je dobro vprašanje. Če bi rekla, zakaj sem se sama odločila, v bistvu ne vem, kar nekako me je to potegnilo, po domače povedano. In pač enostavno greš vedno naprej, dogaja se, potem spoznaš prijatelje. Zdaj, zakaj se danes mladi odločajo? Zagotovo en bober ali pa učiti se v bistvu odločijo starši, ker si želijo, da bi skavti kvalitetno preživeli prosti. Ker vedo, da pri skavtih lahko kvalitetno preživijo prosti čas. Izvidniki, torej to so najstniki in tudi popotniki, se mi pa zdi, da se dostikrat ali zaradi neke dogodivščine, ki iščejo, radovednosti, zagotovo tudi spet iz nekega vidika pripadnosti. Nekoga morda zanimajo neke veščine, bi se rad naučil kuriti ogenj in podobno. Skratka, se mi zdi, da so motivi zelo različni. No? Ampak končni cilj, vsaj kar se zelo veliko opaža pri izvidnikih in popotnikih, da ostanejo pa ta družba. Občutek, da so tam v bistvu varni in da so lahko to, kar so. No? Kaj pa recimo mladi, če bi se mlad človek želel pridružiti, ne vem, otrok, mladostnik? A so kakšne omejitve starostne? Tako je. V bistvu v vzgojnem procesu torej imamo otroke in mlade do 21. leta starosti, potem pa so to voditelji. Imamo tudi študente razne, ki se kot voditelji priključijo, ni jih mogoče zdaj, ne vem, če nas je 1000, jih ni 100, jih je pa pač 10, 20, ampak te so ponavadi še bolj zagreti. Jaz mislim, meni osebno so še večji navdih, ker pridejo zraven s tisto začetno energijo, ki je drugače opaziš pri enem izvidniku, tako da v bistvu se lahko kadarkoli na tej skavtski poti priključi. No? Zdaj pa v zadnjem času se je, recimo, da lahko temu rečemo, dovolj govorilo o mestu vere v skavtih in me zanima, kakšno mesto pa ima v skavtstvu vera? Ja, jaz tukaj zelo rada povem Baden-Powellovo misel, ki je rekel, vera v skavtstvo ne vstopi, ampak pravzaprav tam je. In zdi se mi, da kot skavti se trudimo vsakmu skavtu, drugmu biti priča ali pa podpora temu, da govorimo o tem, da ja, Bog je vedno z nami. Ne? V bistvu pomembno je, da na njega ne pozabljamo. Pomembno je, da se zavedamo tudi takrat, ko nam gre vse super, da smo mu za to hvaležni in mislim, da skavti to kar pridno ali pa vestno počnemo, no, v naših molitvah, v zahvalah, da tega učimo v bistvu že naših bobrov in volčičev. Zagotovo je naš program zelo prepleten z katoliško duhovnostjo, pa bodisi ali gre za to, da ne vem, se mogoče učimo nekih drž pri sveti maši, ki nekaj sporočajo, da mogoče gremo za kakšne dele svete maše, jih mogoče malo drugače naredimo, zato da jih lahko pristno doživijo, seveda v skladu. Mislim, da lahko zelo zaupamo našim duhovnim asistentom. Na drugi strani pa v bistvu tudi neke osebne vere se učijo, kar je pa v bistvu, če se ne motim, tudi v bistvu del pastoralnega načrta, ravno to, ta nova evangelizacija in vračanje osebni veri. Velik poudarek dajemo temu in tudi letos, ko je leto svetega Jožefa, bomo recimo poleti, ko imamo tabore družin, bojo obarvani z družino oziroma svetim Jožefom. Vidiš morda kakšne prednosti predajanja vere ravno zaradi tega, ker se to dogaja znotraj skavtskih srečanj? Vidim mogoče predvsem prednost v tem, da se mi zdi, da ko se nekje dobro počutiš in v neki skupini, ki sicer zaupaš, slediš, si veliko bolj dovzeten tako za podzavestno, kot v bistvu za zavestno sprejemanje vere in za učenje nekih navad, ker vera ni navada, ampak ene stvari pa recimo so
morajo ti priti malo v navado in prav je, da jih v nekem trenutku pogrešaš, ko jih ni. Ne vem, če dam primer, ko se je začela korona, pač meni je bilo čuden, da nisem vsako nedeljo šla k maši. Ne? Pa ne morem reči, da sem vsako nedeljo res z mislimi, z glavo in srcem pri maši, ampak tisti manjko, ki ga pač začutiš. In zdi se mi, da v bistvu nekako se trudimo to v bistvu živeti, no? Oziroma jim dajati ta del, ali kako bi rekla. No? Skavti si prej rekla, da preživite dobršen del časa na prostem v naravi. Ali morda tudi ti osebno lažje najdeš Boga v naravi? Tukaj imam pa zelo tak pogled. Zdi se mi, mislim, jaz osebno zagotovo ga, zato ker ogromno časa preživim v naravi in zdi se mi, da ne vem, obožujem gore, tako po zimi kot poleti. Zdi se mi, da v bistvu tisti trenutek, ko si tam sredi nekega napora in pol na koncu, ki je vse poplačano, se na eni strani zavedaš svoje majhnosti, na drugi strani pa mogočnosti, ki te pač obdaja in je to nek poseben občutek, ne vem, nekaj, kar v bistvu, tako kot sem prej rekla, tam, kjer se ti dobro pač počutiš, si veliko bolj dovzeten ali pa odprt, bi rekla, za božje delovanje, na primer. Se mi pa zdi zelo pomembno, tudi pomembno se mi zdi, da se vstopi v cerkev, pomembno se mi zdi, da se učimo nekih simbolike ali pa mogoče tudi pomena ali pa nekega občutka, ki ga nosijo sakralni objekti. No. Se mi zdi, da je pomembno eno in drugo, zagotovo pa zelo rada korakam po naravi in se mi zdi, da ne bom rekla, da je povsem dovolj, da je pa velikokrat dovolj že en kotiček v naravi, kjer najdeš svoj mir in pa v bistvu tisti pogovor z Bogom. Kako so pa recimo skavti na tebe osebno vplivali, na tvoj odnos z Bogom? Zagotovo precej, ne. V bistvu tako, jaz sem pač prej hodila k verouku in potem, ko sem končala z Birmo, sem postala animatorka in isto leto tudi skavtinja. In potem se je to animatorstvo in skavtstvo v bistvu zelo prepletalo. Glede na to, da sicer ne prihajam iz neke zelo verne družine, si mislim, če danes tako nazaj ocenjujem, da verjetno bi takrat po Birmi ne povsem izgubila, ampak precej manj pač bila v stiku z vero, tako sem pa v bistvu kar precej, ne, kot skavtski voditelj pač je prav, da te vrednote ne samo širiš naprej, ampak da jih tudi imaš, ker samo če si pristen, je moje mnenje, jih lahko v bistvu deliš dalje. No. Misliš, da tudi recimo veliko mladih ostane v stiku z vero, s cerkvijo, ravno zaradi skavtov in srečanj, ki jih imate? Ja, jaz bi se tukaj kar upala trditi, da ja. Kot sem že rekla, ne, verjetno tudi sicer ostaneš v stiku, sam včasih ni dovolj sam stik, se mi zdi, da je potrebno krepiti ta odnos in mislim, da je skavtstvo ena taka lepa priložnost, da to nadgrajuješ ves čas in da ne zaspiš v svoji veri. Zdaj, prej si omenila, da imate duhovne asistente. Kdo so v bistvu to? Duhovni asistenti so duhovniki, tudi nekatere sestre, teh je sicer v manjšem številu, trenutno mislim, da je v naši bazi članstva, če tako povem v številki, okoli 100 duhovnih asistentov in hvaležni smo jim. V bistvu vsaki naši lokalni enoti je en duhovni asistent, ki, ali pa si želimo, da bi bil, ni čisto vsaki žal, ampak potem pa pokrije en drug duhovni asistent to. Mi si v bistvu želimo, kot sem prej rekla, da je vera ves čas zraven in kot laiki lahko en del tega zagotavljamo, zelo pomembno je pa v bistvu tudi vloga duhovnega asistenta, ki je na primer prvoučičih balu, sicer pa mu preprosto rečemo oziroma ga pokličemo po imenu ali po dogovoru in prinaša nek ta vidik katoliške vere, nek vidik cerkve kot organizacije tudi konec koncev. Zdi se nam zelo pomembno tudi na ravni organizacije sodelovanje s cerkvijo, vključevanje pastoralnega načrta ali pa seznanitev s pastoralnim načrtom. In vsak duhovni asistent ima neko vlogo in pa v bistvu je tudi neka moralna avtoriteta, tako voditeljem kot tudi v bistvu mlajšim skavtom. Kako nalogo pa ima? Kaj počnejo? Naloga njihova je pa v bistvu to, da pripravijo recimo duhovnost, torej katehezo, včasih kakšno molitev, puščavo. In jaz mislim, da ni naloga, da samo pripravljajo, ampak je naloga tudi to, da voditelje pripravljajo k temu, da je tudi voditelj sam sposoben kakšen del tega ali pripraviti, ali pa pripraviti do te mere, da na koncu sam še pokliče pa reče, ta svetopisemski odlomek sem zbral, sem si prav razlagal, torej da tudi sam raste v tem in da zna tudi sam te stvari pripravljati. Vloga je pa na drugi strani tudi v bistvu neka
neko osebno spremljanje, recimo, tako otroka kot voditelja mogoče. Kako pa to poteka, na primer? Osebno spremljanje je mogoče manj sistematično, bi rekla, da bolj skozi nek pogovor, ali pa včasih je tudi pač načrtovano s kakšno aktivnostjo. Same kateheze običajno izgledajo tako, pač, ko se voditelji dobijo na načrtovanju, se z duhovnim asistentom dogovorijo, ko skupaj določijo rdečo nit, kaj je pa tisto sporočilo, ki ga želimo sporočiti v okviru torej naše duhovnosti, ali pa ki ga sporoča Jezus na ta način. In v bistvu potem se dogovorijo, ali gre v bistvu, ne vem, včasih je to voditelj in duhovni asistent, včasih duhovni asistent vse sam pripravi na tak način. No. Imamo pa na vsakem srečanju v bistvu načeloma katehezo oziroma vsaj molitev na začetku in na koncu. No. Kako pa recimo sprejemate duhovne asistente? Morda tudi mladi jih sprejemajo bolj kot neko avtoriteto, jih sprejemajo kot morda prijatelje? Sama imam osebno zelo pozitivne izkušnje. Mislim, se mi zdi, da večina duhovnih asistentov, s katerimi sem delala na svoji voditeljski poti, sem jih v veliki meri dojemala tudi kot prijatelje. Hkrati pa tudi v bistvu kot neke spremljevalce ali pa neko podporo in tudi oporo mogoče v nekih trenutkih, ko sam ne veš, kaj bi mogoče naredil. No. Se mi pa zdi, da nasploh je pa tako. Marsikje so odnosi zelo dobri, marsikje bi bilo potrebno še veliko narediti na komunikaciji, pa mislim, da tukaj ni za kritizirati ne ene, ne druge, ampak včasih pač je enostavno nek šum na strani duhovnika, včasih na strani skavtskega voditelja. Zdi se mi pomembno predvsem to, da se neka pričakovanja in pa na drugi strani tudi zmožnosti, tako enih kot drugih, razjasnijo na začetku in je potem v bistvu takoj narejen en korak bližje k sodelovanju. No. V splošnem pa bi tako rekla, evo, glih prej sem govorila z našim generalnim duhovnim asistentom Janezom Kobalom, ker naj bi zdaj v juniju pripravili taborno šolo za duhovne asistente, ki je trenutno predstavljena na avgust, da bomo zraven povabili še bogoslovce. Ne. Želimo si nekega sodelovanja in želimo si, da bi tudi duhovni asistenti čutili, da jih imamo zelo radi ob sebi, čeprav imajo oni tudi 1000 svojih drugih obveznosti in je logično, da včasih ne morejo. Konec koncev smo lahko hvaležni, glede na to, da jih je z leta v leto skoraj manj, da si vzamejo čas za nas. Letos lani si postala načelnica. Imaš morda kakšno vizijo o kakšnih spremembah? Ja, načelnica sem postala v času, ko je združenje sprejemalo ali pa se je združenje začelo v bistvu veliko enih sprememb in trenutno na nek način te spremembe malo uvajamo oziroma se jih trudimo še živeti, da ne bojo ostale samo na papirju. Nekatere se še dogajajo, zagotovo si pa želim, da bi v tem času zgradili skavtsko hišo. Želim si to, da bi ohranili prostovoljce, ker se mi zdi, da je to vedno večji izziv, torej da bi ohranili skavtske voditelje, da to delajo s srcem in pa da to delajo zato, ker sami čutijo, da jih skavtstvo izpopolnjuje. Na drugi strani se mi pa zdi zelo pomembno, trenutno se precej ukvarjamo glih s temi popotniki in popotnicami, torej tistimi, ki potem postajajo voditelji, da bi to vejo postavili tako, kot si jo želimo ali pa tako, kot jo že dolgo časa hočemo, pa potem kar vedno se nekako nekje malo izmuzne. Torej, da bi res živeli to, kar smo tudi zapisali, kar se je na 1001 sestanku predebatirali na različnih ravneh. Torej, da bi ta skavtska vzgoja res živela. No. Ste kdaj recimo razmišljali, da bi vključili več katoliške duhovnosti v srečanja ali... Jaz osebno prihajam res iz tega, kjer smo vedno imeli duhovne asistente in kjer v bistvu katoliška duhovnost nikoli ni bila vprašanje, ampak je bila vedno v bistvu tam, no, ali kako bi rekla. Pač, mislim, da se ni zgodilo srečanje, kjer bi to zmanjkalo. Nasploh se mi zdi, da je pomembno, da kot organizacija stremimo k temu, kot sem že prej rekla, tudi k temu, da naši voditelji, torej laiki, znajo na nek način pripraviti zadevo oziroma poiskati vir, pomoč, kakorkoli, da se stvar pripravi in da to ne postane nekaj, kar je za tu in tu pa tam, ampak nekaj, kar je še vedno del naše skavtske vzgoje. Katoliška duhovnost je konec koncev tudi ena od naših vsebin vzgajanja. In tle bi težko rekla, da bi potrebovali več tega. Pomembno je, da imamo razmerje vsega. Ne? Mi imamo 9 različnih vsebin. Ta je zelo pomembna, ker nam daje v bistvu tudi neko
daje nam pri vseh teh vrednotah, ki sem jih že prej naštela, nam v bistvu pomaga, ampak pomembne so tudi vse ostale, ne. Tako da se mi zdi, da je pomembno, da krepimo odnos z Bogom, zdaj vedno bodo pa sodniki, ali je preveč ali je premalo, ne. Kako pa morda pripravljate mlade na vlogo voditeljstva, ker to je le ena zelo odgovorna naloga? Ja, v času popotništva oziroma mislim, da že kar od bobra, no, otroci prevzemajo različne funkcije, različne vloge, v katerih se krepijo tako bolj v mogoče nekih vodstvenih vlogah oziroma mogoče v neki retoriki, komunikaciji, kako predstaviti, kako povedati konec koncev, kako se počutiš, kaj se ti zdi dobro, kaj se ti ne zdi dobro in tako naprej. To v bistvu učimo že bobra, ne, nekega aktivnega državljanstva, če tako hočemo. V času popotništva se pa to precej ukrepi. Takrat se začne veliko razmišljati o poklicanosti, ker v bistvu skavtstvo ni samo zato, da vzgaja skavte in skavtske voditelje, ampak da v bistvu vzgaja skavte, ki bodo znali to živeti, tudi takrat, ko nimajo rutice. In čas popotništva je čas sprememb, je čas, ko se odločimo za fakulteto, za poklic. Zato je v bistvu marsikatero skavtsko srečanje v tem času, torej od 16. leta naprej, namenjeno temu, da razmišljajo o tem, kaj jih zanima, kaj bi si želeli početi v življenju, katere so prioritete, ne vem, jih mogoče zanima duhovniški poklic, jih zanima družina, neke take stvari, da si v bistvu sami postavijo neke prioritete, ne. In tudi o voditeljstvu, oni se takrat preizkusijo v služenju, se pravi, ne vem, jaz sem recimo služila v četi, šla sem kuhat, spoznavala sem njihovo delo, njihovo metodo dela. In potem v bistvu ugotoviš tudi, kaj to pomeni glede tvojega časa, glede tvojih ostalih hobijev in aktivnosti, ne. Tako da ta priprava je kar, bi rekla, skozi ves čas intenzivna, pa v tistih zadnjih 2-3 letih, preden voditelj postaneš. Torej, mladi v klanu so predvsem tisti, ki se še iščejo, ki so v času morda večjih sprememb. A jim morda nudite kakšno posebej organizirano pomoč? Ne bi rekla posebej organizirano, se pa v bistvu trudimo našim voditeljem prek naših usposabljanj, dajati neke vsebine, ki jih potem oni pač v bistvu uporabijo na svojih srečanjih, glede na to, kakšno skupino imajo, ne. In tudi trenutno se zelo veliko ukvarjamo z duševnim zdravjem, ker se nam zdi to ena taka pomembna stvar, sploh zdajle v tem pokoronskem ali pa še vedno mogoče koronskem času, ko je vsak mogoče preživel malo več časa s sabo ali pa v neki manjši skupinici. In mlad človek rabi te stike, ki presegajo samo v bistvu družino ali pa presegajo ožje družinske člane. In tega se zelo zavedamo, na tem trenutno precej intenzivno delamo. Se spogledujemo tudi s tem, da bi eno raziskavo na tem področju v bistvu zdaj spet ponovno zagnali. Ta skavtka Kosi smo lani spravili v obtok, ali kako bi rekla, ga preveli tudi v tuje jezike in poslali tudi v bistvu skavtskim organizacijam izven meja Slovenije. Tako da ja, so neke načrtne stvari, ki se delajo na ravni združenja, ampak v bistvu pomembno je to, da jih nekako hočemo vsem voditeljem dati, potem pa tisti voditelji, ki čutijo, to uporabijo, ne. Mi morda razložiš, kaj pa ste v bistvu naredili, to je projekt Skavtka Kosi, kako deluje? Skavtka Kosi je v resnici spletna stran, na kateri je kratek test, ki ga relativno hitro rešiš. In ti na koncu pove, narejen je s pomočjo torej psihologov in inštituta Andreja Marušiča. In v bistvu na koncu ti pove, ne vem, ali se počutiš v stresu, mogoče si malo preveč anksiozen, depresiven. In potem te pelje na neke druge zavihke, ki pa govorijo o tem, kako to počutje lahko, recimo, ne vem, če se tu in tam počutiš depresivno, katere so neke vajice, ki ti bojo pomagale misliti na primer bolj pozitivno ali pa gledati na sebe drugače. In tudi potem v bistvu lani je bilo zelo dobro obiskano, smo mi kar dobili en tak širši vpogled v to, zato si želimo zdaj po enem letu to še enkrat, da lahko tudi primerjamo. Zadeva je pa v bistvu drugače narejena zato, ker smo lani pol zagotovili tudi v bistvu 10 srečanj na temo čuječnosti, kjer so pa delali razne vaje povezane s tem in pa z duhovnostjo. Prej si ravno govorila o tem, da se trudite obdržati mlade prostovoljce, torej voditelje. So voditelji v vaši organizaciji voditelji več let zaporedoma? Ja, ta meja se je zdaj v bistvu dvignila na približno povprečju, mislim, da tam, da me ne bo kdo 4 do 5 let, medtem ko je bila, ne vem,
4 leta nazaj 3,5 leta, no, je bilo povprečje, ampak tako jaz sem recimo voditeljica 10 let. Sicer pa ja, nekje 5 let je res tista, mislim, meja. Po 5 letih ponavadi že začne odhajati. No. Kako pa poskrbite recimo za njihovo osebno in pa duhovno rast? Zdaj tako, za osebno in duhovno rast skrbimo predvsem torej na ravni organizacije preko usposabljanj, ki sem jih že omenila. To so tedenska usposabljanja in pa tudi dnevna na različne tematike in vsebine. Bodi si, ne vem, finance ali pa kako pripraviti življenjepis ali pa ne vem, na temo tega, kako v bistvu krepiti svojo lastno samopodobo. Skratka, zelo neke različne aktivnosti. Trenutno imamo program oziroma projekt Izzivaj uživaj, ki govori torej o zdravi prehrani in o telesnem gibanju. Potem so v pripravi duhovne vaje, ki naj bi se že lani izvajale, pa jih je korona malo prekinila. In tudi v bistvu z vidika duhovnosti trenutno imamo ta skavtski verouk. Med postom smo imeli križev pot vsak petek. Tako, skrbimo za neko v bistvu, da vključujemo tako recimo kot cerkveno leto, kot v bistvu neke državne praznike, na drugi strani pa naš program oziroma tisto, kar želimo voditeljem sporočati ali pa kar zaznamo, da je potreba. Zdaj opaža se recimo, da se je v Sloveniji število mladih v cerkvi nekoliko znižalo. Morda to vpliva na vas? Ste občutili kakšno spremembo? Moram se kar malo pohvaliti, da v bistvu v tem času nismo, mi pač beležimo porast tudi v letošnjem letu, kljub koroni, se je naše članstvo obdržalo in tudi voditeljev pravzaprav ni manj. Zdaj trkam ali ne vem kaj, zahvaljujem se Bogu, da je tako in da tako ostane. In tudi nas se to ni dotaknilo toliko. Zdaj radi rečemo, da nismo, se mi zdi, ne pobiramo čist tistih. Velikokrat so to tudi v bistvu je nekdo, ki je mal na robu cerkve, če lahko tako rečem, pa v bistvu prek tega se mogoče celo vrne nazaj. Zaenkrat ne opažamo, vemo, da se je splošno to dogajalo, precej spremljamo te stvari in smo tudi vključeni na raznih ravneh znotraj cerkve, sodelujemo s škofi in tako naprej. In se pač trudimo, ne vem, da bi vsaj mi mogoče naredili, pa ne vem, Baden Pavel je rekel, pustite ta svet za spoznanje boljše, kot ste ga sprejeli, tako da mogoče pa kakšen skavt ravno zaradi tega ali pa kakšen nasploh kristjan več ostane ali pa postane. In pa kakšen je vaš pogled vnaprej kot skavtska organizacija? Jaz si želim, da bi skavtska organizacija naprej ostajala močna, da bi bila v družbi prepoznana kot vzgojna organizacija, ker se mi zdi, da na tem zelo veliko delamo in se trudimo zagotavljati kvaliteto. S kvaliteto pride tudi kvantiteta. In želim si, da to hišo, ki bi jo zgradili, da bi bila to hiša, ki bi res nosila ime po skupno streho, kot radi rečemo, ali pa mladost pod eno streho, se pravi, da bi bilo to neko stičišče tega, da se skavtstvo dogaja, da je to neko v bistvu pričevanje tega, kaj lahko dela skavtska vzgoja, ki je, kot sem že rekla, močno prepletena z mladostjo, igrivostjo, energijo, z v bistvu konec koncev odnosom do Boga in pa odnosi med nami. No. Tako da si želim, da bi ostala res ena taka močna organizacija, ki bi pričevala ne samo v Sloveniji, mogoče tudi v svetu. Tjaša, hvala, da si se nam danes pridružila. Hvala za vse, kar si nam povedala in nas morda tudi kaj novega naučila. Zdaj pa še imam nekaj hitrih sopotnic. Torej, tvoja najljubša knjiga? Izmael od, mislim, da Daniela Quina. Tvoj najljubši film? Filme nimam najboljšega, redko kdaj gledam filme, samo s prijatelji, sicer pa nimam časa za to. Tvoja najljubša skavtska pesem? Moja najljubša skavtska pesem je Hej, ko ga brat. In pa tvoja najljubša molitev? Najljubša molitev pa, poleg tej, ki sem jo sama napisala v vseh skavtih in se jo ponovadi prebira za obletnico združenja, molitev PP. Drugače, prej si omenila, da rada hodiš v hribe. Tvoj najljubši hrib? Težko vprašanje. Mogoče Javlovec. Hvala, ker si bil danes z nami in spremljal podcast. Povabim pa te, da nas spremljaš tudi na družabnih omrežjih Katoliška mladina.
kjer si lahko pogledaš še več dobrih vsebin in to oddajo deliš tudi s svojimi prijatelji, da tudi oni spoznajo kaj več o skavtih.